V galeriji Kurna smo odprli razstavo 4x neobremenjeno. Na njej predstavljamo 4 umetnice, in sicer Barbaro Drev, Oljo Grubič, Natalijo Juhart in pa Katjo Pal. Razstava je nastala dokaj ad hoc, pravzaprav je nastajala v mojih možganih oziroma se je ta ideja že valila kar nekaj časa, ampak sama izvedba je bila dosti hitra. Namreč po ogledu razstave v Moderni galeriji Čas brez nedolžnosti se je na nek način porodilo neko vprašanje v meni, oziroma ta razstava je bila nek sprožilni moment, da se je problem, s katerim sem se dosti časa ukvarjal oziroma sem veliko časa govoril oziroma z raznimi umetniki, z raznimi umetnostnimi zgodovinarji in teoretiki o njem. Namreč ne morem se znebiti občutka, da v slovenskem prostoru še vedno nekako zasledujemo te ultimativne postulate, ki jih je pač postavil modernizem, in se mi zdi, da dostikrat na škodo nekega bolj sproščenega in bolj odprtega pristopa v umetnosti. In se mi zdi, da sem s to razstavo pravzaprav hotel pokazati samo to, nisem hotel dajati vprašanj o kvaliteti in nekvaliteti, ampak sem samo si želel poiskati dela, ki pravzaprav so osvobojena v prvi vrsti teh postulatov modernizma, no. Druga stvar, mogoče, ki tudi nekako definira oziroma vpliva na dojemanje umetnosti v slovenskem prostoru, pa je mogoče tudi pač evropska tradicija slikarstva. Zdaj, ali modernizem, ali eno ali drugo, ne, ta tradicija evropskega slikarstva je zdaj pač vprašanje, ne. Tako da sem se zavestno lotil iskanja avtorjev ali pa avtoric v tem primeru, ki na nek način so osvobojene teh direktnih navezav. Jaz mislim, da sicer te avtorice vse poznajo in so nekako imajo to, mislim, poznajo ozadje tega slikarstva, ampak na nek način so se otresle te peze in ne gledajo čez ramo v preteklost, ampak so tukaj in zdaj in ustvarjajo na nek način neobremenjeno. To, da so na razstavi samo ženske avtorice, nima nobene povezave z prihajajočim 8. marcem, niti to ni feministični statement, so pač zgolj te avtorice na nek način sovpadle s temi idejami in stvarmi, ki sem si jih želel pokazati na tej razstavi. Sama postavitev je koncipirana tako, da imamo v prvem prostoru postavljene 2 umetnici, ki sta figuralni in ki sta grafični, in je cela prvi prostor na nek način veliko bolj gost. V drugem prostoru imamo pa na nek način prostor bolj diha, je bolj mehek in imamo 2 abstraktni umetnici, ki pač z abstraktnimi deli. Med temi umetnicami v prvem prostoru, če začnem z Natalijo Juhart, to je najmlajša med vsemi temi umetnicami, zaključuje, mislim, da magistrski študij grafike na ALUO-ju. Naslovi njenih slik so Prvi dom, Drugi dom, Tretji dom, Četrti dom in Peti dom. Namreč te njene šivanke, kakor lahko to imenujemo, so predvsem zanimive iz pozicije, ker so
so vse ročno delo, ampak so izredno natančno narejene, ne. Ob prvem pogledu človek dobi občutek, da so pravzaprav bile strojno narejene, ne. V resnici je pravzaprav ta njena sposobnost tega natančnega vezenja in šivanja tisto, kar je ta analogni in človeški pridih, ki da tem platnom eno posebno težo in posebno zanimanje. Na drugi strani imamo Oljo Grubič, ki je prva generacija diplomantov na AVI, Akademiji za vizualno umetnost v Ljubljani. Njena dela sem prvič videl lansko leto na razstavi v Mestni galeriji in že takrat so meni vzbudila neka taka dvojna občutenja, ne? Neke občutke, ki jih enostavno nisem si znal čisto dobro razložiti. Po eni strani so nakazovala neko erotičnost, ki pravzaprav ni čista erotičnost, potem je tle ironija, ki pa tudi ni čista ironija, ne? In potem še tudi neka feministična drža, ne, ki pa tudi mogoče je preambiciozno, če bi to tako nekako imenovali. Tako da vse te pozicije na nek način se prepletajo in ustvarjajo na nek način to takoj berljivo podobo vseeno intrigantno, ne, zaradi tega, ker je nekako ne moreš čisto do konca razbrati in razumeti nekako v tem logičnem kontekstu. Med abstraktnimi umetnicami imamo, mogoče najprej omenim Barbaro Drev. Pri njenih slikah se mi zdi, da nekako mene spominjajo na neko način ali pa na razmišljanje, ki ga je v slovenski prostor prinesel Tugo Šušnik iz Amerike. Te slike se mi zdijo dosti osvobojene, res je, da pač jih ona posluša ob glasbi in da na nek način se čuti ta glasbeni moment v teh slikah. Po drugi strani se mi zdi pa, da nosi to neobremenjenost v tem abstraktnem slikarstvu z kombiniranjem različnih stilov in s kolažiranjem in tako. Barbara Drev v svojih delih, ki so pač tudi kolaži in kjer kombinira spreje, printe, barvo, na nek način zelo mojstrsko obvlada tudi globino tega dvodimenzionalnega polja slike, s tem, da nekako uravnoteži pač to, kar je bližje gledalcu in tisto, kar je pač dlje od gledalca, no. In potem imamo še Katjo Pal. Katja Pal je najstarejša med temi umetnicami, ki je pa izredno zanimiva ravno zaradi tega, ker se ukvarja z neko minimalno abstrakcijo, ki je na nek način nekje vrhunca ali pa se je začela nekje v 60-ih letih v Ameriki, ampak je ona na svoj neobremenjen način peljala skozi neko drugo idejo. Se pravi, ta njena oblikovana platna in te minimalne poteze, ki jih noter zaznamo, se mi zdi, kakor da se hoče približati do točke, kjer bi lahko rekli, koliko malo potez še rabim za to, da ta objekt ali pa slika še stoji. Se pravi, da ima še to napetost, da ima še odnose medsebojne, da ohranim vse to v sliki, ampak s koliko malo potezami lahko to naredim. Katja Pal uporablja akrile. Seveda najprej ona izreže format, najprej si nariše, ne, potem izreže
iz lepenke ali pa iz lesa to obliko, tega oblikovanega platna, shaped canvas, in uporablja najrazličnejše akrile za to, da doseže te barvne odtenke. Poleg tega pa ravno zaradi tega, da ne dobi odbojnosti, se pravi, da se ne sveti površina, doda noter zdrobljeno barvico ali nekaj takega, pač zaradi tega, da pravzaprav se pogled vpija v samo sliko in da se čim manj svetlobe odbija. V njihovih delih sem našel svobodo, neobremenjenost, pogum in svežino. In mislim, da je to dovolj.